Lep dober večer želim. No, če smo že tako daleč, da smo toliko govorili o kogitu, vas pa nocoj povabim še na predavanje v Cankarjev dom, ki bo čez 9 dni. In sicer 8. junija 2023 ob 17:30. Predavanje bo o podobi Boga. In sicer o podobi Boga, kot jo poznamo dan danes, ali pa kot se je razvila dan danes, ali pa kot jo prepoznavamo dan danes. Predavanje bo v Štihovi dvorani Cankarjevega doma ob 17:30. Javno predavanje pomeni, da bomo lahko malce globlje prodrli ali pa se potopili v to, kar pravzaprav spet naš stari znanec Kogito počne. In sicer glede na to, da je podoba Boga danes ni več vnaprej napisana, sploh pa ne v filozofiji in v vsakodnevnem razmišljanju, pomeni, da jo ves čas izdelujemo s pomočjo svojega kogita. In to ne samo to, kako si zamišljamo podobo Boga, temveč tudi, kako jo psihično doživljamo. No, modelno potovanje je nekaj, kar je naredil Jung v svoji rdeči knjigi, s pomočjo katerega tega potovanja je tudi oblikoval podobo Boga. No, ampak to podobo Boga bomo primerjali jo bomo z nekaterimi drugimi reprezentativnimi podobami Boga v mistiki. Predvsem so tukaj mojster Eckhart, Angel Silesi ter Willigis Jäger, ter nekaj novoveških, modernih in postmodernih filozofov, ki so tudi pisali o podobi Boga. Torej, kaj je podoba Boga, če to ni več, a ne samo religija, kajti v novem veku zaradi kogita se ta podoba Boga razdeli na religijo, ki še naprej obstaja v cerkvi in prakticiranju krščanstva. Na drugi strani pa se razvija filozofska podoba Boga, ki pomeni civilno podobo Boga, pomeni filozofsko podobo Boga, malce tako, kot je bilo to v antiki, a ne, ko je bil Bog tisti, ki je pri Platonu urejal kozmos, a ne, in je potem v srednjem veku prišlo do spoja filozofije in religije v enotno na zahodu krščansko podobo Boga. Torej, kaj lahko rečemo o podobi Boga? Kako je ta povezana s človekom kot kolektivom? Je to res duh časa, kot ga je opredelil Jung? In kako jo lahko povežemo z človekom kot individuumom in njegovo individuacijo? To pa so predvsem dejanja. In tukaj pridemo naprej od Junga in tu notri se bomo ukvarjali tudi z umetnim življenjem in umetno inteligenco. Kaj pravzaprav ta dva pojava pomenita za samo podobo Boga? No, pomembno je to, da je individuacija vedno v skladu ali pa posledica nekega notranjega dialoga, ki ga izvedemo svojo podobo Boga, pri čemer včasih sploh ne vemo, da je to Bog. Kaj pa kvalificira notranji dialog za dialog z svojo individualno podobo Boga? No, v obeh primerih, kolektivni in individualni podobi Boga, je videti, in je očitno, da sta te dve podobi Boga, v prvih stoletjih vodnarjeve dobe, kjer se nahajamo pravzaprav, v partnerstvu s človekom, torej nista več vnaprej napisani, kot sta bili to v srednjem veku, temveč sproti nastajata. In ju brez človeka pravzaprav ni. Človek je tudi temeljni simbol in imperativ vodnarjeve dobe. No, Cankarjev dom nam je dal malo več časa, dal nam je celi 2 uri, tako da bom lahko res tudi bolj natančno predstavil svoje raziskovanje novoveške podobe Boga in tudi upam, da bomo nadaljevali diskusijo, ki se je zelo lepo začela prejšnji teden v konzorciju, kjer sva z urednico in filozofinjo Matejo Bartol
skupaj predstavila Kogito imago Dei knjigo, a ne? Torej, podoba Boga izza Junga in umetnega življenja. In se vidimo v Cankarjevem domu. Sedaj pa lep večer še naprej, ali kot pravijo na Kreti, Kalo Vradi.